Jaka, samo v trgovino skočim, ti pa me počakaj v parku. Saj boš priden, kaj ne? Ja, mami, nikar ne skrbi, dovolj sem že velik. Plastenko moraš pobrati in jo vreči v smeti, kamor spada. Pa mami, saj samo ena plastenka, nič takega. Vseeno je treba pospraviti za sabo. Lepo se igraj. Joj ti otroci. Joj, zakaj odrasli zganjajo takšen direndaj okoli smeti? Ena plastenka gor ali dol, pa saj ta ne bo onesnažila vsega sveta. Zakaj bi moral pospravljati smeti, če jih tudi drugi ne? Zdravo, jaz sem Viktorija. Kdo si pa ti? S kom se pogovarjaš? Jaz sem Jaka, z nikomer, samo na glas razmišljam. Nekaj me muči. Ti lahko kako pomagam? Morda pa res. Ne razumem, zakaj moramo pospravljati smeti, saj nikomur ne škodijo. O, pa še kako zelo škodijo. Mogoče v parku, v peskovniku, res ni mogoče videti, kako velike težave predstavlja ena sama plastenka. Plastenka tu, plastenka tam in dobimo kupe smeti. Poglej, tukaj imam čarobno peščeno uro, ki naj lahko popelje kamorkoli želiva. Samo obrniti jo morava in si zaželeti, da bi se znašla nekje drugje. Na primer, v morju. Pridi, ti bom pokazala. Kaj? Kje? Kako? Zakaj? Kje sva? Ali sanjam? Kam sva prišla? Au, pa vendar je res. Nisem riba, pa vendar lahko diham. Kako je to mogoče? Pomiri se, vse je v redu. Saj sem ti povedala, da je to čarobna peščena ura, s katero je mogoče vse, tudi sprehajati se po morskem dnu in dihati pod vodo. Sva na dnu oceana in tu boš videl, zakaj je pospravljanje smeti tako pomembno, ter koliko škode onesnaževanje povzroči živalim v vodi. Ojoj, pa res. Koliko smeti je tukaj? Kje so vse živali? Poglej in prisluhni. Kaj? To se dogaja zaradi smeti. Ja, in teh smeti je vedno več. Veš, včasih lahko ribe zamenjamo smeti v morju za hrano, jih pojemo in zaradi tega zbolimo. Zato je tukaj tako malo rib. Seveda, včasih je bilo tu veliko življenja. Zdaj pa so po morskem dnu ostanki plastičnih vreč in ribiških mrež, v katere se lahko zapletemo. Na površju pa nas ogrožajo naftni in oljni madeži, ki jih za sabo puščajo ladje. Mene že ves teden pošteno boli želodec, ker sem plastični zamašek zamenjala za svojo najljubšo jed. Soseda korala je čisto obarva. Prijateljica hobotnica je skoraj ostala brez ene lovke, ko se je zapletla v mrežo. Morski ježek na svojih bodicah še zdaj vleče za sabo plastično vrečko. Delfin pa bo rabil očala zaradi vnetih oči, ki jih je razdražila razlita nafta. On vendar mora na gladino pozreti, čeprav mu plavati med madeži ni prijetno. O ne, to se sliši tako grozno. V morju bi moralo mrgoleti pisanih rib. Vse živali bi se morale dobro počutiti. Tukaj pa je vse tako žalostno.
umazano in pusto. To moramo popraviti. Kam naj dam vse te smeti? Morski ježek ima vrečko, v kateri lahko odnese smeti. Mi jih ne rabimo. Pohitiva, obrnila sem že peščeno uro, zato morava nadaljevati pot. Smeti bova odvrgla v prvi smetnjak. Hvala za pomoč. Lepo potujte. Nasvidenje. Upava, da bo morje prineslo čim manj smeti. Wow, krasno potovanje. Obožujem peščeno uro. Spominja me na vlakec smrti v Lunaparku. Vendar je veliko, veliko bolje. Res je zanimivo. Sva v gozdu, a smeti imava še vedno s sabo. Poglej, zabojnik za smeti. Samo nihče ga ne uporablja. Prepoln je. Ljudje pa mečejo smeti okoli. Poglejmo. Plastika, steklo, embalaža, papir, ne, ta ne bo, kovine, mešani odpadki, ta bo pravi. Sem moram odreči smeti, ki smo jih nabrali na morskem dnu. Pravilno. Ni pomembno samo, da odpadke vržeš v zabojnik. Treba je vedeti, kateri zabojnik je pravi. Poberiva še ostale smeti. Joj, koliko jih je? Sem medved neustrašni, se ničesar ne bojim, a zdaj odšla je zima in po spanju hrepenim. Vse sem že poskusil, a nikakor ne uspe, ker zunaj pretoplo je, še vedno buden sem. Zakaj je vse tako mirno? Kje so vsi? O, poglej, medvedek. Ne morem zaspati. Ne gre in ne gre. Kakšen medvedek? To je velik medved. Hitro se skriva, da naj ne opazi. Kaj pa vidva počneta? Ti pa nisi tako strašen. Preveč sem utrujen, da bi bil strašen. Nisem mogel več spati, saj se je pomlad začela prezgodaj, vendar sem še vedno utrujen. Ojoj, to pa mora biti res grozno. Ja, res je grozno. Svet bi bil popolnoma drugačen, če bi ne bil tako umazan in se zrak ne bi tako segreval. Segreval? Kako to misliš? Kaj ne veš? Zaradi vseh izpušnih plinov, ki jih oddajajo avtomobili, vseh tovarn in dima, ki se vali iz njihovih dimnikov, se ozračje segreva. Kako pa lahko to preprečimo? Tako, da ločujemo odpadke, jih mečemo v smeti, namesto da se vozimo z avtomobilom, pa lahko hodimo peš ali kolesarimo. To pa ni tako težko. To lahko storim tudi jaz. Saj imam kolo s pomožnimi koleščki in se že učim voziti tudi brez njih. To je super ideja, Jaka. Samo na čelado nikar ne pozabi. Jaka, oditi morava, saj se najina pot še nadaljuje. Obiskati morava še zadnji kraj. Upam, da se boš lahko naspal, čeprav je res že toplo. Jaz pa upam, da se bodo ljudje spametovali. Adijo. Kje pa so vsa drevesa, ki bi morala rasti tukaj? Ne vem, nazadnje je bilo polno dreves. Ni mi jasno, kam so vsa izginila. Pojdiva malo naokrog in povprašajva. Pozdravljena, kaj pa vidva tukaj? Ali sta tudi vidva prišla sekat drevesa? Sekat? To pa že ne. Saj sta še premajhna, da bi to lahko naredila. Zakaj si pa tako mislila? Ptice rabimo drevesa, da si na njih spletamo gnezda, saj so potem jajca in mladiči varni pred plenilci. Drevesa uničuje onesnaženi zrak, potem pa jih sekajo še ljudje. Nekaj vama bom povedala. Pozorno prisluhnite. Letele v daljne kraje, širi svet, a skrivaj
kakšna je naša zgodba. Ojoj, kako so ljudje lahko tako nemarni, da puščajo povsod smeti in tako pticam uničujejo domove. Res so nesramni, sploh ne pomislijo na nas. Ampak Jaka, tudi ti si eden izmed njih. Jaz pa že ne. Kaj pa je potem tista plastenka, ki si jo vrgel na tla? Kaj? Tudi ti mečeš smeti na tla? To je pa zelo grdo. Joj, prav imaš. Hitro, Viktorija, nazaj morava. Veliko pospravljanja naj čaka. Samo peščeno uro še obrnem. Adijo! Adijo. Tako, Jaka, vrnila sva se v park. Tukaj se najina dogodivščina konča. Upam, da si se kaj naučil. Kaj pa otroci? Ste se tudi vi kaj naučili danes? Zdaj vsi razumete, zakaj je pomembno pospravljati in odlagati smeti v pravi zabojnik? Torej je moje delo tukaj končano. Adijo! Adijo, Viki. Jaka, pridi, greva domov. Mami, počakaj še malo. Samo to plastenko še vržem v koš. Pa pojdiva. Življenje